Pozdravljene, drage gledalke, cenjeni gledalci v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim Nino Smole, ki je med drugim trenerka za komunikacijske veščine in hipnoterapevtka. Se pa je tudi v preteklosti soočala z perfekcionizmom, s katerim se sooča pravzaprav veliko število žensk. Nina, kako si doživljala perfekcionizem nekoč in kako ga doživljaš danes? Najprej moram poudariti, da perfekcionizem je nekaj, s čimer se bom verjetno borila celo svoje življenje, ker je res močen vzorec, ki je shranjen v mojem telesu. Je pa se spremenila precej ta percepcija, kaj sploh perfekcionizem je in kako na njega gledam. In sicer v preteklosti sem ga gledala bolj kot iz pozitivnega zornega kota, pa se je zelo fajn, vse imam pospravljen, vse imam urejen, ne zapustim stanovanja, dokler ni vse na svojem mestu in pospravljeno. Danes pa gledam na to ravno iz tega zornega kota, kako pomembno je bilo že takrat za mene, da ne bi urejala v svoji okolici stvari, pa pospravljala stvari, ampak da bi urejala znotraj sebe. In ravno ta perfekcionizem mi je to onemogočal. Danes ga gledam kot nekaj, kar me moti in ovira pri moji sproščenosti, spontanosti in pri tem, kako sem in zakaj sem. To in še več se pogovarjava v oddaji Pristna ženska. Glejte nas na Ljubljana TV. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. V današnji oddaji Pristna ženska bomo spoznali izjemno žensko Nino Smole, ki je trenerka javnega nastopanja, komunikacijskih veščin in orodja SDI. S svojimi individualnimi in skupinskimi usposabljanji pomaga posameznikom in podjetjem do večje samozavesti, pristnosti ter učinkovitosti njihovega nastopa in medsebojne komunikacije. Kot hipnoterapevtka in učiteljica AEQ metode ter AEQ dihanja osnovne stopnje posameznikom omogoča osvoboditev neželenih podzavestnih vzorcev in navad ter izboljšanje fizičnega in mentalnega počutja. AEQ metoda je tudi njo na globlji ravni soočila z njenimi lastnimi podzavestnimi vzorci, perfekcionizmom, postavljanjem meja in izražanjem čustev. Skozi ta proces je pridobila neprecenljivo izkušnjo preobrazbe in spoznala, kako pomembno je poslušati svoje telo ter se osvoboditi globoko zakoreninjenih omejitev. Predvsem pa je Nina ženska, ki uči, kar živi, zato sem iskreno vesela, da je danes moja gostja. Draga Nina, srčno dobrodošla. Hvala lepa, Suzi, in kakšen lep napovednik. Hvala ti. Največjim veseljem, Nina. Skočiva kar na Nino kot žensko pred AEQ metodo. Zdaj najprej, če dovoliš, da te popravim, AEQ je slovenska metoda Aleša Ehrensta, zato ni AEQ, AEQ metoda in pove v bistvu, da je potrebno v življenju iskati ravnovesje. In to je ravnovesje pravzaprav na vseh področjih našega življenja in se ukvarja predvsem z vsemi kroničnimi težavami, s katerimi se ljudje lahko soočamo. Tako v medsebojnih odnosih, v komunikaciji, v bolečinah, v boleznih in podobno. In glede na tvoje vprašanje lahko rečem, da preden sem AEQ spoznala in se ga začela učiti na globlji ravni, sem bila ženska, ki ni bila v ženskem vedenju. Bila sem bolj ženska z moškim vedenjem, čeprav se tega res absolutno nisem zavedala. Namreč perfekcionizem je bolj doma v moški domeni, v levi možganski polovici. In tako kot si že omenila, res sem imela precej izzivov na tem področju, predvsem kar se tiče izražanja svojih čustev in pa občutkov, hkrati pa tudi postavljanja meja in pa samega perfekcionizma. Tega se nisem zavedala, verjetno mi je bilo precej lažje živeti v iluziji, ampak saj veš, kaj rečemo, v iluziji življenje je na kratek rok, mogoče za marsikoga lažje, ampak na dolgi rok pa gledam na perfekcionizem kot res en velik uničevalec vseh nas, predvsem pa žensk.
Res je. Kako se ta perfekcionizem oziroma ta moški aspekt tebe izražal v odnosu do same sebe, do svojega telesa, do odnosov? Predvsem se je najbolj pokazal v mojem partnerskem odnosu, pri tem, da nisem dovolj čutila sebe, da nisem dovolj čutila svojega partnerja, da sem večkrat v življenju hodila v preveč in šla tudi kdaj bolna ali pa skoraj čist prehlajena na kakšen trening, delavnico ali pa opraviti svoje delo, ker enostavno nisem pri sebi začutila tistega notranjega občutka, ej, dovolj je, vzemi si čas zase, spoči se, bodi in dovoli si biti sproščena. Jaz velikokrat rečem, da ko nekaj spoznaš, to še ne pomeni, da tudi spremeniš. Ker vemo, da nekaj spremeniti zahteva svoj čas, voljo, veliko enega truda. Pri meni je bilo v fazi, ko sem šla res v globino svoje podzavesti in svojih podzavestnih vzorcev, tudi precej zahtevno obdobje, polno enih solza in podobnega. Ampak enostavno tisti del, ko dobiš pred sabo ogledalo, ko se pogledaš van, kljub temu, da je zelo težko, ko prideš do določenih spoznanj, si enostavno tega ne moreš več zanikati. In to je bila tudi tista moja točka preloma, da sem si rekla, ej, Nina, dej, naredi nekaj za to, da boš ti bolje, da bo tvoj partnerski odnos bolje, da bodo vsi moji medsebojni odnosi bolje in pa na poslovnem področju za to, da bom lahko še na lažji in bolj učinkovit način pomagala svojim strankam. In omenila si ogledalo, se pravi, partnerski odnosi so najbolj iskreno, na nek način tudi najbolj brutalno ogledalo, ker se res vidiš v partnerskem odnosu, partner ti odslika. Vsa tvoja, bom rekla, neizražena, nezavedne vzorci, veliko je potlačenih čustev, veliko je neizraženih besed v partnerstvu, ampak zakaj je to tako zelo nevarno? Tako za nas same, kot tudi za partnerski odnos. Veš, Suzi, jaz velikokrat rečem, da je veliko lažje imeti en dober posel, kot pa učinkovit partnerski odnos. In zelo nevarno je se podati na to pot, da tlačiš v sebe določene občutke, določena mnenja, jih ne izraziš, niti, ali pa jih izraziš, pa jih ne na pravi način, ali pa nisi pravočasen in si prepozen. Vse to vpliva na naše odnose, hkrati na to, kakšno imamo mi privlačnost s partnerjem, koliko smo odgovorni, koliko smo en drugemu pomembni, koliko si zaupamo in koliko smo konec koncev učinkoviti. Tako da jaz bi rekla, da je nevarno imeti to v sebi, pa ne izraziti, predvsem zaradi tega, ker ko predstavljaj si recimo, da kuhaš govejo juho. Ekonom lonc se bo enkrat odprl, in ko gre zadeva čez, prej ali slej zadeve pridejo ven. Temu se enostavno ne moremo izogniti. In ko predolgo to kuhaš znotraj sebe, bo enkrat zadeva šla čez in takrat bo pa lahko to spoznanje, do katerega si prišel, še bolj boleče. Prej, ko sem omenila spoznanje na eni strani, pa spremeniti, vemo, da spoznati je nekaj drugega kot spremeniti in samo spoznanje je pa ključno pri tem, da sploh vemo, kaj spremenimo. Kljub temu, da so včasih ta naša spoznanja res lahko zahtevna. Ni pa pravih sprememb, če ni najprej pravih spoznanj. Ja, posledice so zelo rušilne, če predolgo pustimo, da se to kuha v nas. Šele, ko ozavestimo, kar se nam dogaja v podzavesti, torej kar leži v senci in to dvignemo v zavest, imamo sploh priložnost videti, kaj moramo spremeniti, izboljšati, kje imamo priložnost za rast. Kako si se potem ti, Nina, naučila bolje izražati čustva, bolj biti v stiku sama s sabo, jasno izraziti svojo resnico, zdravo postavljati meja, brez da bi spet poškodovala sebe? Mogoče bi začela s tem, da sem v poslu, s katerim se ukvarjam zadnjih 10 let. In moja pot je šla iz študija prava v to, kar počnem danes. Zanimivo. In pri meni je bilo tako, da sem, lahko rečem, živela v precejšnji iluziji, ker sem si mislila, pa sej vse v redu, sej imaš dobro službo, imaš dobre medsebojne odnose, imaš svoje stanovanje, živiš na nek način v neomejenem okolju, si svobodna, osebnostno rasteš, imaš čas in sploh možnost, da to lahko počneš.
Ampak enostavno nekaj tisto znotraj mene je pa bilo tako močno, ki me je gnalo v to, da sem si rekla, da je potreben čas, da nekaj spremenim. In pri meni se je to začelo že kar nekaj let nazaj, preko vseh usposabljanj, tečajev, metod, ki sem jih usvajala, zato da lahko ta znanja predajam naprej. Ampak tista ključni element je pa bil en AEQ program, 30-dnevni, na katerega sem šla k avtorju AEQ metode, Alešu Ehrenstu. In tisti program me je pa tako zadev, da se spomnim, da mi je meni ljuba oseba takrat rekla, ej, taka, ti ne moreš hoditi po svetu. Daj, pejt domov, pa se najprej spoči, pa pejt potem naprej. Tako da, če zaokrožim to v eno celoto, mislim, da vsak izmed nas se kdaj znajde v situaciji, ko ne ve, kako naprej, na koga naj se obrne, komu naj dovolj zaupa. In ravno to so tista vprašanja, ki se jih s tovrstnimi metodami, s katerimi se ukvarjamo na podzavestni ravni in celostno, lahko naslovi in se človeku pri tem potem pomaga. In na tak način si tudi sama sebi pomagala. Tako. Najprej preko programov in spoznavanja AEQ metode pri sebi, potem pa v nadaljevanju tudi preko učenja AEQ metode, zato da sem postala učiteljica AEQ metode in AEQ dihanja na osnovni stopnji. Seveda se je pa ta pot preobrazbe začela pri meni že precej prej in kar sem želela prej podati, pa sem potem zajadrala v eno drugo smer, je to, da vsako znanje, ki ga dobimo, vsaka knjiga, ki jo preberemo, je seveda eno čudovito orodje lahko za vse nas, da naredimo en korak naprej, ampak tisto, ko pa gremo v svojo globino in ko pogledamo, kaj pa je tisto, kar je zares naš vzorec, ki se nam ponavlja, verjetno ne samo nam, ampak tudi našim generacijam nazaj, in ko se z njim začnemo ukvarjati, potem šele vidimo, koliko je to ena taka velika jama enih stvari znotraj nas. Ja, ta ledena gora, ki počiva pod vodo. In ravno veš, ta ledena gora, ki je od spodaj pod vodo, je ta naša podzavest, ki nas vodi v 95%. Mi mislimo, da delujemo zavestno, ampak v resnici ne. In prej, ko si omenila, da je potrebno potem stvari, ki jih se pogovarjamo, ki jih komuniciramo, ki jih opazimo pri sebi, da so za spremeniti, je zelo pomembno, da najdemo ne samo voljo za spremembo, ker voljo marsikdo ima, ampak da najdeš moč za to, da narediš drugače. Ja, ker je kar zahtevna pot, ampak zelo, zelo dragocena in vredna. In ko enkrat stopiš po tej poti, niti ne želiš več nikoli iti nazaj. Jaz mislim, da je vse življenjsko učenje in delo na sebi res stvar, ki je način življenja. Točno tako. Zdaj pa predlagam, da narediva en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim Nino Smole, ki pri svojem delu uporablja različne metode, pristope, orodja, od AEQ, sem naredila napako, AEQ, SDI, hipnoterapija, potem si trenerka za javno nastopanje, komunikacijske veščine. Videti je tako za eno zelo raznoliko področje. Kako si prišla do vseh teh področij in ali se med seboj tudi dopolnjujejo, prekrivajo? Do vseh teh področji sem prišla pred 10 leti, kjer sem svojo karierno pot začela pri Anji Križnik-Tomažin in spomnim se prve delavnice, ko sem bila z njo na enem šolanju in meni je naredilo suzi bum, tresk, bam, to si jaz želim. In od tukaj sem potem preusmerila še tekom študija prava potem na ta področja in se začela šolati in izobraževati na teh področjih. Je pa bil en ključen moment in sicer po dobrih 3 letih dela, ko sem že počasi začela prevzemati klijente na individualni ravni in z njimi delati predvsem kar se tiče javnega nastopanja in treningov komunikacijskih veščin, da sem ugotovila, da na zavestni ravni je zelo težko z nekimi tehnikami pride do tistega vzroka, zakaj se nekomu nekaj dogaja. In takrat sem začela brskati, s katero metodo bi pa jaz lahko ljudem, ki imajo na primer veliko tremo, lahko pomagala na drugačen način. In tukaj je prišla potem hipnoza. In to je bilo dobrih 7 let nazaj. In mislila sem, da bom hipnozo uporabljala res kot neko orodje, dodatno orodje pri tovrstnih klientih,
ampak me je tako noter potegnilo, da danes je hipnoza en velik del mojega posla, vsaj zaenkrat še, in v njej res uživam, ker ko nekomu pomagaš in ko vidiš, da si premaknil en del te njegovega podzavestnega vzorca naprej na pravo pot, da lahko začne spreminjati, je meni nekaj, kar mi je zelo pri srcu. Meni je hipnoterapija zelo fascinantna in verjamem, da doživljaš razne ganljive zgodbe, kako res pri nekomu vidiš ta premik. Opiši nam en primer. Zdaj lahko rečem, da mogoče en kratek uvod, če smem, o sami hipnozi. Jaz velikokrat rečem, da nimam čarobne palčke. Ne moram se sprostiti na mesto nekoga in hkrati, moja stara Nina, moška Nina bi rekla, nimam kladiva, da te spravim noter. Ampak hipnoza je res eno tako čudovito orodje, kjer govori predvsem o tem, da gre za spremenjeno stanje naše zavesti. In ko smo mi globoko sproščeni, ko smo telesno in mentalno ne v tistem prostoru v danem trenutku, seveda smo, ampak nimamo občutka, da smo tam prisotni, takrat se v naši podzavesti aktivira trajni spomin, ki nam omogoča, da gremo lahko nazaj v regresijo. In ta regresija je tisti del, ki išče vzroke, zakaj se nam nekaj dogaja. Pa bodisi so te vzroki lahko za strahove, za fobije, za razne bolečine, tudi za tremo, za nespečnost, zakaj imamo take in take odnose, kjer lahko to pogledamo za nazaj. Če se pa navežem na tvoje vprašanje, težko bi izbrala en primer, ki se me je zelo dotaknil. Namreč ljudje imajo res hude zgodbe, zahtevne zgodbe, in vsaka po svoje se me na nek način dotakne. In pred leti, ko sem začela z izvajanjem hipnoterapije, se spomnim, da sem imela precejšnje težave z želodcem. In takrat sem obiskala eno gospo, ki se ukvarja z energetskimi tretmaji. In ko je ona nič ni vedela o meni in mi je položila roke na moj trebuh in je rekla, o moj Bog, koliko je na tvojem trebuhu enih zgodb, ki jih nosiš s sabo. Dajva mi dve to ven. In takrat sem si potem tudi s pomočjo samohipnoze jaz naštimala kliker, da ko stranka zapusti mojo pisarno, jaz praktično pozabim celo ne samo zgodbo, ampak tudi ime. Seveda vseh stvari ne moraš pozabiti, jaz si zato pridno določene stvari pišem, zato da naslednjič, ko stranka pride k meni, da vem, kje sva končali in kako nadaljevati. So pa zgodbe razne in seveda sem in tja ostane kakšna, ki se zares dotakne. In predvsem tiste zgodbe, ki se mene kot ženske zares dotaknejo, so predvsem zlorabe, s katerimi se precej ukvarjam. Tako pri ženskah, kot tudi pri moških. Potem so kakšne fobije in strahovi. In evo zdaj, ko ti to razlagam, sem se spomnila enega primera, ki je še trenutno v obravnavi, sva proti koncu obravnave z gospo, kjer je prišla k meni zaradi zavestnega strahu pred zaprtimi prostori. In gospa je imela res dobro stanje, globoko hipnozo, mi jo imenujemo somnambulizem, lahko se imenuje tudi trans. In ko sem jo peljala na vzrok, zakaj se to dogaja, se je znajdla v enem dogodku iz svojega otroštva, zgodnega otroštva, če se ne motim okrog 3. leta, ko sta se starša med seboj kregala. In zelo pogosto se je pri njej dogajalo, da ko sta se starša kregala, je ona na vsak način želela preusmeriti pozornost iz njunega krega nekam drugam. In pogosto je bil ta njen vzorec to, da se je ona nekam skrila. In zelo rada se je skrila v omaro za enimi vrati. In potem mi je tudi omenila, da ima občutek, da je vzrok za to njeno fobijo to, da se je enkrat ta komoda, v kateri je bila, prevrnila. In midve, ko sva šli nazaj, sva videli, da sicer res to, da se je ta komoda prevrnila ali celo nekaj zaklenila, zataknila, nekaj takega je bilo, da je sicer lahko en od vzrokov, ampak ne glavni vzrok. To je bil v bistvu parazit, ki se je pripel na ta vzrok. Glavni vzrok je bil pa to, da ko sta se starša kregala, je ona preusmerila pozornost s tem, da sta se skrila, da sta se nehala kregati in sta iskala njo. In je bila ona ves čas svojega odraščanja tako rekoč neko lepilo za to, da sta se starša vedno manj kregala ali pa v danem trenutku, da sta nehala. In tukaj je res potrebno iti v globino naše podzavesti, pogledati sam vzorec, ne samo samih dogodkov, ki jih predelujemo,
ampak tudi seveda odnose s starši. Ja. Ja, vsi smo potomci svojih staršev, ne? Tudi naši starši imajo svoje zgodbe iz svojega otroštva in tako se potem ti, bom rekla, skriti mehanizmi vlečejo kot veriga skozi generacije in generacije in je super, da obstajajo metode, kot je hipnoza, da se lahko dejansko vrneš in tam neke stvari, bom rekla, ozavestiš in pozdraviš. Katera stvar te pri tvojem raznolikem delu, ki ga ti imaš, vedno znova prižge? Uspešnost tistega, kar delam. Bodisi je to delavnica javnega nastopanja, obvladovanja stresa, medsebojnih konfliktov, odnosov, bilo kaj iz tega področja. Lahko je to uspešna hipnoza, meni premakne tistim, mi zaigra srce že to, da vem, aha, sem naredila test regresije in imam globoko hipnozo, ker to zame pomeni, da odprem si lahko vrata skupaj s klientom, ker se v danem trenutku zavedam, da mu bom lahko pomagala, ker se je uspel dovolj sprostiti. V zadnjih 2 letih, odkar pa sem tudi na poti AEQ metode, pa tudi to, da vedno bolj vidim, prepoznam, zato ker bolj čutim sebe in bolj to čutim stranko. To pomeni, da zdaj tudi, glede na to, da si sama bolj v stiku s seboj, veliko bolj zaznaš tudi to, kar stranka potrebuje in s katero metodo je lahko ti še bolj pomagaš. Intuicija je tista, ki izhaja iz telesa. In če ti ne čutiš sebe, če si odrezan od svojega telesa, intuicija ne bo prava in nas bo peljala na napačno pot. Jaz celo rečem, zelo rada, da mislim, tako kot sva prej omenili, delati na sebi je način življenja. In jaz absolutno nisem trenerka ali pa terapevtka tipa, ki bi rekla, jaz sem pa vse poštimala v svojem življenju. Imam še kar dolgo pot pred sabo in marsikateri izmed teh vzorcev so to globoko zakoreninjeni v meni, shranjeni v mojem telesu in tudi generacijski vzorci za nazaj, da se bom verjetno z marsikaterim ukvarjala celo svoje življenje. Ampak to je moje poslanstvo, ki ga čutim in si tega zares želim. Ob tem bi želela omeniti, pa se nadoveziti na to, kar si prej rekla. Veš, marsikdaj ljudje, ki pridejo na terapijo, so v neki iluziji. Iluzija počasi začne padati, ker začnejo prepoznavati, se spomniti določenih dogodkov iz svojega otroštva in takrat je pogosto, da iz njih gre ne samo jeza, to je lahko bes, gnev, maščevanje, občutek nekega prezira do svojih staršev. In to se je podobno, ker sem bila prehitra, zgodilo v enem kratkem obdobju tudi pri meni. Da sem bila jezna na cel svet, predvsem na svoje starše. In vi ste mi to naredili, vi ste mi to naredili, vi ste mi to naredili, pa to ni bilo dobro. In tukaj bi res želela poudariti eno stvar. Ni samo otroštvo tisto, v katerega se je treba vrniti nazaj. Ni samo naše življenje, ker določeni ti naši vzorci lahko pridejo tudi zaradi negativnih izkušenj tekom življenja, ne samo tisto do 5. leta, ampak je od 5. leta do 30. leta, seveda se nalagajo določene stvari. In tukaj se mi zdi pomembno poudariti, da res, da je velikokrat nek naš način odraščanja, okolje, kjer živimo, nek razlog, da smo tako, kot smo. Ampak mi zdaj smo odrasle osebe. Tako ti, kot jaz, kot vsi najini današnji poslušalci in kazati samo s prstom na nekoga, se veš, ko nekomu žugaš, 3 prsti gledajo nazaj. Sam si odgovoren za svoje življenje in mislim, da je čas, da res začnemo premikati se v to smer, da dejansko začnemo prevzemati odgovornost za življenje, ki ga živimo. To je ključno. Kriviti starše ne pomeni osebnostna rast in to pomeni v bistvu, da ne prevzemaš odgovornost. Starši so naredili v danem trenutku najboljše, kot so vedeli in znali, z sredstvi in življenjem, ki so ga imeli na voljo, so naredili najboljše, kar so lahko, v dobri veri, da so naredili najboljše, kar so lahko. In tudi mi tako funkcioniramo. In zdaj nekoga dejansko kriviti, ja, je potrebno videti, kaj ni bilo v redu, ampak tako, kot si rekla, prevzeti odgovornost, se postaviti v zdravo moč in pogledati, kaj lahko od tukaj jaz naredim boljše. Tako. Nekaj pri sebi spremeniti in pogledati, kolikšen del, tudi v odnosu ali pa v partnerskem odnosu, o katerem sva prej govorili, kolikšen del jaz nosim, da midva sva tako, kot sva. Ker vsak nosi 100% svojega svojega dela odnosa. 50-50. Tako je. Mi dve greva še na en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov.
Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim Nino Smole, ki je med drugim tudi trenerka za javno nastopanje in komunikacijskih veščin. Nina, povej mi, zakaj se ljudje tako zelo bojijo oziroma imajo blokade pred javnim nastopanjem? Zakaj se to sploh ugnezdilo v nas? Ja, tukaj sva spet pri vzorcih, ne? Se pravi, zelo velikrat pri javnem nastopanju ali pa pri komunikacijskih veščinah ni te potrebe ali pa je potreba, pa nimamo te možnosti, da bi šli globlje in zato marsikdaj pomagajo tudi čiste zavestne tehnike, ne? Veš, marsikomu je veliko lažje, ko recimo izvajamo kakšno delavnico v podjetjih ali pa kakšen trening, ko ga delam s posameznikom, že to, da vidi sebe, mogoče pred kamero in da vidi, kako stoji, kakšen je glas, kako predaja samo sporočilo. Tako da tukaj bi rekla, da je še posebej pomembno to, da posameznik zazna sam pri sebi, kdaj je tisto potrebno področje, ko gremo globlje. Zelo velikokrat pa pri samih tehnikah nimamo niti te možnosti. Ampak dobre komunikacijske veščine ne potrebujemo samo za javno nastopanje, ker javno nastopanje ni samo kamera ali pa oder, ampak je to v bistvu vsaka interakcija, naj se bo to na sestanku, na prodajnem razgovoru, na kadrovskem razgovoru za službo in ne nazadnje tudi v vseh naših osebnih interakcijah, tudi partnerskih. Res je, res je. Tam res potrebujemo vedeti komunikacijske veščine v smislu, da znamo res pristno izražati sebe, zdravo postavljati meje, samozavestno sebe izražati. Kako doseči to skozi recimo neke treninge komunikacijskih veščin? Ja, tako kot si omenila, ne, to znanje, ki ga pridobimo na določenih usposabljanjih, je res potrebno dati v prakso. Tako da vedno so vsa moja usposabljanja tega tipa, da najprej oseba usvoji nek teoretični del, ki ga pa potem dajem v prakso z najrazličnejšimi vajami. In zdaj pri treningih komunikacije, ki kot si omenila, javno nastopanje si marsikdo predstavlja samo takole, kot sva midve danes, ne? So kamere, je televizija ali pa je mogoče radio kdaj. In ni to vse, kar je pomembno, ne? Jasna in odločna komunikacija je pomembna na vseh vidikih našega življenja. In zato je tukaj potrebno, da ko mi vadimo, da se zavedamo, da ni vse samo tisto, kaj povemo, samo naše sporočilo, ampak tudi kako to povemo, kako ga predajamo, kakšen stik s publiko uspemo izpostaviti. Potem, kakšna je naša govorica telesa, kako stojimo, kako sedimo, kako se gibljajo naše roke. A si lahko privoščimo, da smo bolj sproščeni, tako kot sva midve danes tukaj, ko sem lepo naslonjena nazaj in imam celo prekrižane noge, pa jih sem in tja odkrižam, pa spet prekrižam. Skratka, vse to so neki elementi, ki so pomembni zame kot trenerke, da jih vem, zato da posameznika znam pripraviti na nek njegov nastop, komunikacijo. Eno je teorija, drugo je pa praksa, ne. Tukaj so še tehnike aktivnega poslušanja, potem so tehnike same motivacije, samega obvladovanja stresa, kjer bi res poudarila, da ko posameznik, predvsem za nas ženske, glede na to, da smo v oddaji Pristna ženska, se bolj osredotočam na to področje, je res potrebno, da smo sproščene, da znamo biti pristne, sproščene, spontane, ker samo na ta način je naš avtonomni živčni sistem v parasimpatičnem stanju. V sproščenem stanju. In šele takrat smo mi lahko tudi pozorni na to, kako komuniciramo, kaj komuniciramo in kdaj je tisti pomemben element, ko je potrebno nekaj izraziti, povedati, postaviti mejo. In pri teh mejah, ki sva jih že velikokrat omenili, jaz velikokrat učim in se tudi sama tega držim, ko rečeš nekomu ne, rečeš ja sam sebi. Res je. In to doseči kot ženska, da si res sprostiš, je mislim, da tisti ključni moment, ko se vse ostalo začne potem zlagati, ker potem res stopiš iz potrebe po popolnosti v pristnost in se sprostiš in pol vse ostalo steče popolnoma naravno. Tudi to, kako recimo sediš pred kamero. Tako je. In marsikdaj imajo ljudje zelo veliko tremo ravno zaradi tega, ker si mislijo, kaj pa bodo drugi rekli. Ne upam si biti pristen, ne upam si pokazati tisto, kar sem. Kaj pa, če se zmotim? Polno enih strahov. Tako kot sem se jaz zmotila, recimo. Ampak v tvojem primeru se v bistvu niti nisi zmotila, ampak enostavno nisi mogla vedeti.
tega. Ne? Ampak tudi je del neke interakcije, sproščene interakcije in tudi tam se lahko zgodijo napake in to ni nič dramatičnega. In ravno to ponavljanje napak se dogaja takrat, ko nas vodi podzavest, ko nismo zavestno prisotni in to je definitivno takrat, ko nismo sproščeni. Res je. Kaj zate pomeni, Nina, biti pristna ženska? Pristna ženska je zame tista ženska, ki si dovoli biti ranljiva, ki si dovoli pokazati svoj pravi obraz, predvsem pa je zame pristna ženska tista, ki ve, da ne zmore in ne more, niti ni za njo dobro, da vse dela sama, ampak da ima zdrav, učinkovit partnerski odnos, ki ji daje tisto podporo, ki jo potrebuje, zato da je res lahko ženska v ženskem vedenju. Če pa je tako lepo biti ženska v ženskem vedenju, dokler nisem spoznala te razlike, sploh nisem vedela, da ta svet obstaja, ampak ko enkrat prestopiš ta most, je to res neprecenljivo drugačno življenje. Imaš kakšno posebno filozofijo, misel ali sporočilo za naše gledalke? Imam. To sporočilo, ki bi ga izpostavila, je slogan mojega podjetja. Namreč z letošnjim letom sem se po 10 letih napotila na svojo samostojno poslovno pot in gradim svojo osebno znamko, kjer res vse te tehnike, ki sva jih danes omenjali, skušam med seboj povezovati in v danem trenutku jih uporabiti za posameznika, tisto, kar rabi, kar jaz v danem trenutku začutim, da bi bila prava pot. In to je preobrazba v umu, moč v dejanjih, to je moj slogan mojega podjetja in je opomnik tudi zame. Zelo lepo misel in vodilo podjetja imaš. Jaz sem srčno vesela, da si bila danes moja gostja, tako iskreno podelila svoje osebne in poklicne izkušnje in si dokaz, kako zelo vredno je pogledati vase, nagovoriti te, bom rekla, podzavestne vzorce in jih prestopiti zato, da lahko res zaživiš kot pristna ženska. Hvala, Suzi, tudi meni je bilo zelo prijetno. Z največjim veseljem, Nina. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam za vašo pozornost. Naj vas današnje misli in spoznanja pomagajo pri ustvarjanju življenja v polni moči. Nasvidenje do prihodnjič v novi oddaji Pristna ženska.